A bi se še kdo vozil 800 km v enem dnevu za te lokacije? No, ker jaz sem vse. 3 mesece nazaj sploh nisem imela izpita za avto, februarja sem se pa odločila, da že dolgo nisem naredila kakšen nori izlet in sem se odpeljala vse do Flagstaff, Arizona. Aja, pa preden gremo v ta video, ne se pozabiti naročiti. Zato, da lahko rečeš, da si bil oziroma bila tukaj pred 1000 naročnikov. Samo cool ljudje lahko rečejo, da so bili tukaj pred 1000 naročnikov. Zdaj smo že čez 800, če hočeš biti cool, se naroč. Torej, ta video je nekak potovalni vikend vlog. Jaz načeloma nimam veliko prostih dnevov, ampak potem, ko jih imam, grem pa tako malo v ekstreme, s tem, da izkoristim to, da je življenje kratko. Kakor sem rekla, ta lokacija je 800 km izven Los Angelesa in štartala sem ob 6. zjutraj. Vmes sem se parkrat še ustavila na raznih počivališčih. A ja, pa drugače takole izgledajo počivališče za tovornjake. V Kaliforniji so precej drugačna, kakor pa Rauber komanda in pa tepanje. Predvsem zaradi vseh teh opozoril, da so kače klopotače v naravnem habitatu. Moja najljubša stvar tega izleta je bilo to, da sem se cel dan peljala praktično čez puščavo in da sem videla ogromno enih pustih predelov. Videla sem tudi med drugim table, kjer je bilo opozorilo, da na daljnih 70 km ali pa 80 km ni nobene bencinske, tako da je bilo vedno fajn pogledati, da imam še dosti bencina, ker ko si enkrat ti v srednji česar, ne samo, da ni signala, ni daleč okoli ničesar, potem pa naenkrat pristaneš v snegu in v drevesih in to je ena izmed najbolj norih stvari Kalifornije oziroma Arizone. In Flagstaff leži na 2000 metrih morske višine. Najboljše je bilo seveda to, da sem končno videla sneg, ker kakor že veš ali pa ne, jaz živim v Los Angelesu in redko kdaj tukaj vidim sneg, ampak no, se tudi Slovenci redko kdaj vidijo sneg, tako da. In seveda sem mogla loviti sončne vzhode, kar je bila pa ena ful smešna stvar. Arizona, kljub temu, da je v drugi časovni coni, ne priznava poletnega časa, ker se ura premakne za vse ostale zvezne države, razen za Arizono, pa še eno, ki se zdaj ne morem spomniti, je takrat, kadar je ura, recimo tehnično, naj bi bila 7 zjutraj, je zaradi tega, ker ne prestavijo 6 zjutraj. Poleg sončnega vzhoda lahko rečem, da sem videla ogromno enih stvari ta vikend, recimo Sunset Crater vulkan, ki je opisan kot geološki mladič. Izbruhnil je nazadnje pred 1000 leti. In če obiščeš to lokacijo, zdaj lahko vidiš tak ogromen krater, sicer takrat je zaradi neviht, pa zaradi vsega, kar se je dogajalo, je bilo to zaprt, si se pa lahko vsem sprehajal med ostanki lave. Še ena posebnost te lokacije je, da zaradi ostankov lave in zaradi podobne strukture in materijala, ki je na tleh zaradi tega izbruha, je v bistvu NASA vzela to lokacijo, da je vadila prvi pristanek na Luni. Ta lokacija je recimo tudi povezana z enim drugim spomenikom, Wupatki, kamor so se v bistvu preselili vsi, ko so živeli okrog tega Sunset vulkana, preden je izbruhnil. Tako da v bistvu se vse te stvari, ki sem jih videla tisti dan, nekako povezujejo med sabo. Se pravi, druga lokacija je bila ta Wupatki, naravni spomenik, kjer lahko vidiš, kako so včasih živeli. Najboljša stvar tega je bila pa, da je tam v tistem naravnem spomeniku ena luknja v tleh, ki deluje na podlagi pritiska in temperature zraka. Torej, ko je zgoraj topel in lahel zrak, iz luknje piha veter. In to kar precej močen veter. Ko pa je zunaj zrak vlažen in težek, se pa luknja spremeni in postane sesalc.
To je tak en naraven pojav. Tretja lokacija, ki sem jo pa obiskala tisti dan, je bila pa Walnut Canyon, kjer lahko v stenah vidiš luknje, kjer so ljudje včasih živeli. To so si zgradili poti in zgradili so si dejansko prebivališče noter v teh jamah. To so te 3 znamenitosti, ki sem si jih pogledala okoli Flagstaffa. Zvečer sem si pogledala še sam center mesta in je bilo nekako tako, kot da sem potovala nazaj v čas. Ogromno enih stavb je ohranili napise in pa strukturo in pa pohištvo iz časa, ko so nastali, kot da si prepotoval v neko eno drugo časovno dimenzijo. Naslednji dan je bil cajt za odhod, ampak preden sem prišla nazaj v Los Angeles, sem hotela seveda izkoristiti čim bolj cel dan in sem si pogledala še dodatne 3 stvari v drugem predelu, ki se imenuje Sedona. In pogledala sem si Oak Creek Canyon, ki je fenomenalna lokacija, tako da če izbereš kakšno lokacijo v tistem predelu, pojdi si pogledat to, ker je fascinantno. In sama pot tudi čez ta predel sem na pol mislila, da sem nekje blizu Bohinja, na pol, da sploh nisem na planetu Zemlja, pač res je bilo noro se peljati. Las imam. Njega imam več. Res je bilo noro voziti čez te lokacije, stresno, zaradi ful enih ovinkov, ker vsi bi radi seveda divjali tam. Potem sem si pogledala še spotoma Grasshopper Point, kjer so se stvari že malo začele odpirati. In nisem sploh pričakovala, da v bistvu za vogalom vseh teh ovinkov bo pa naenkrat mesto. In to je Sedona, ki je na tako malo mestece, kjer je praktično vse v oranžnem stilu. In to je mesto, ki ga dejansko hočem še enkrat obiskati, v bistvu še večkrat, kjer praktično kjerkoli sediš v kjerkoli restavraciji, imaš nore razglede na Arizono. In ena izmed teh točk, ki sem jo lahko videla iz restauracije, je bila skala, ki se imenuje Katedrala. To je bilo videti fascinantno, mislim, težko se vidi, koliko masivne so te skale. Praktično res fenomenalno za videti. In potem, ko sem že mislila, da ne more biti boljš, sem tisti dan še za zadnjo lokacijo si ogledala Jerome, ki je eno čist majhno mesto, kjer je manj kot 500 ljudi. Označeno je sicer kot mesto duhov. Za vse, ki poslušate Tool ali pa A Perfect Circle ali pa Pussifer, je pa tam trgovina, ki je v lasti pevca oziroma frontmana teh skupin. In to je trgovina, ki ima not brivca, not je bar z norim razgledom, potem glasbeni muzej, trgovina s ploščami. Tam je tudi en tak spomenik skupini, kjer ljudje pustijo razne stvari za srečo. Če si oboževalec teh skupin, boš tam pustil veliko ogromno denarja, sigurno. Imajo tudi originalne demo plošče, ki so vredne 800 €.
In po vsem tem dnevu je bilo pa treba priti še domov, kar je bilo pa najbolj močna vožnja mojega življenja, zaradi močnih nalivov in zaradi utrujenosti. Ker je bil izlet tako nor in poseben, je seveda se mogel tudi končati na tak nor in poseben način. Definitivno ne priporočam tako intenzivnega vikenda, zaradi tega, ker sem bila potem naslednji dan čisto polomljena in sem komaj živela. In sem si rekla, da nikoli več ne bom take intenzivnosti se šla. Kakor pa sebe poznam, pa lahko sama se plažam, ampak vem, da ko bom naslednjič imela cel vikend fraj, da bom naredila tudi nekaj takega spet. Tako da, ja, to je nekako en tak potopis iz mojega norega vikenda, poudarjam, to je en cel vikend. Definitivno se bom vrnila na vse te lokacije, ker se mi zdi, da je bilo majčkeno preveč vse hitro, ima preveč vse skupaj potekalo hitro in nisem imela časa, da bi res preživela več ur nekje, ker sem hodila čim več videti, ker taka pač sem. Pustite mi v komentarjih, če ste dali tudi vi kakšen tak nor izlet v življenju skozi, oziroma če ga planirate, da vidim malo, kaj je drugim ljudem všeč. Ja, hvala za ogled, ne se pozabite naročiti, dajte ta prstek gor, prstek. Ja, pa se vidimo v naslednjem videu in hvala za 800 naročnikov. Čau!